To je šokanten posnetek, ki je postal zloglasen po vsem svetu. Mlada ženska je videti, kot da jo vržejo s skeletnega mostu, pade v smrt. Na tej osebi ni pritrjene nobene vrvi, to je zelo, zelo očitno na posnetku. Zdaj so 3 ljudje obtoženi njenega umora. Zvezna vlada pa se sooča s civilno tožbo. Po mojem osebnem mnenju so za to odgovorni vsi vpleteni. Tukaj je vse, kar vemo o tragediji pri skakanju s kolebnico. To je škandal, ki ga predstavlja Law & Crime. Sem Sierra Gillespie. To je ena tistih zgodb, ki jih je res težko obravnavati na toliko ravneh. Predvsem zato, ker bi jo bilo mogoče tako zlahka preprečiti. In vendar je bila Maria Eduarda Rodriguez de Freitas, 21-letna ženska v najboljših letih svojega življenja, dobesedno vržena z okostenelega mostu v Braziliji in padla 40 metrov na skalnato rečno dno pod seboj. In v tej zgodbi je toliko stvari, ki jih je treba razjasniti. Od pomanjkanja predpisov pri skakanju z vrvjo do obtožb umora, s katerimi se zdaj soočajo 3 ljudje. Tu je tudi skrivnost kamere, ki naj bi jo Marija nosila v času padca. In vprašanje, ali je prišlo do domnevnega poseganja v dokaze, saj je še vedno niso našli. V današnji epizodi Škandala si bomo podrobneje ogledali vse informacije, ki jih imamo trenutno. Od trenutkov pred usodnim skokom z vrvjo do današnjega dne. Vsi vpleteni, celoten časovni potek in kaj lahko pričakujemo v prihodnje. Današnji škandal nas popelje v La Limeiro v Braziliji, mesto približno 145 km severno od São Paula. Limeira je dom tako imenovanega Ponte do Esqueleto, kar v prevodu pomeni most okostnjaka. Pred leti je bil ta most zgrajen kot del širitve železnice, vendar nikoli ni bil dokončan. Tako je most desetletja sameval, medtem ko si je narava povrnila območje in za seboj pustila srhljivo pokrajino z zloveščim imenom. Poleg tega je območje v zadnjih letih postalo zelo priljubljeno za skakanje z vrvjo. Ljudje prihajajo dobesedno iz 100 kilometrov daleč, da skočijo s tega mostu. To je nekako postalo neuradni obred prehoda za ljudi v svetu skakanja z vrvjo. Tukaj je brazilska odvetnica Andrea Libarca. Kar se tiče samega mostu, most je bil zgrajen kot del železniške proge, ki naj bi bila nacionalna železniška proga, vendar ta vlak dejansko nikoli ni prečkal tega mostu. Vlak nikoli ni prišel. Tako je bil ta most dolga leta neuporaben. In te dejavnosti so se tukaj dogajale dolga leta. In nihče ni storil ničesar, da bi to ustavil. Na eni strani so postavili znake, vendar so ljudje prihajali skozi zasedna zemljišča, ki so bila blizu mostu. Tako znaka sploh niso videli. Vedeli so le, da je ta most in da morajo nekako priti tja. Sam most pripada zvezni vladi, vendar si mestni upravi obeh vpletenih mest delite odgovornost za to. Morali bi postaviti znake, morali bi poskrbeti, da ljudje ne bi imeli dostopa do tega mostu, saj je že vrsto let znano, da je to nevaren kraj. Vsem tem je zvezna vlada zavezana, da most poruši. Nameravajo ga porušiti. In mesto je vključeno in bo zagotovilo preprečitev dostoka, da ljudje ne bi mogli dostopati do tega mostu z nobene strani, medtem ko se to še ne zgodi. Ampak to se je zdaj zgodilo. To bi se moralo zgoditi že zdavnaj. In prav tako, kljub vsemu temu, skakanje z vrvjo ni ravno nova dejavnost. Ni se začelo dogajati včeraj. Torej, če ne bi bilo popolnoma prepovedano, bi to morali že zdavnaj urediti s predpisi. To bo stalna tema v tem primeru. Pomanjkanje varnostnega protokola. Zdaj je celo vložena tožba proti brazilski zvezni vladi zaradi pomanjkanja regulacije glede skokov z vrvjo in pomanjkljivih varnostnih postopkov. Ampak prehitevam. Preden se lotimo kakršnekoli tožbe ali kazenskih obtožb, moramo najprej govoriti o žrtvi v tem primeru. To je 21-letna Maria Eduarda Rodriguez de Freitas. Po besedah prijateljev in družine je bila Marija živahna in polna življenja. Spominjajo se je kot energične, pustolovske in ljubiteljice narave ter športa na prostem. Zato ni presenetljivo, da je bila Marija nenehno aktivna.
V času svoje smrti je bila po poročanju Straits Times Marija dejansko študentka, ki je študirala športno vzgojo in menedžment v športu. Marija je živela s svojo družino v Jangiri, tik zunaj Sao Paula, in je delala v Pano Bianco Academia, centru za telesno pripravljenost. Po Marijini smrti je njena ekipa izdala izjavo, v kateri so zapisali: Danes smo se poslovili od zelo posebne osebe, od naše družine Pano Bianco Silverstone. Marija Eduarda je pustila svoj pečat s predanostjo, naklonjenostjo, veseljem in spoštovanjem, s katerim je ravnala do vseh okoli sebe. Tvoja prisotnost je razsvetljevala okolje in tvoj spomin bo zavedno ostal v naših srcih. V tem trenutku globoke žalosti se združujemo v molitvi in solidarnosti z družino, prijatelji in sodelavci, ter jim želimo moč in tolažbo, da bi lažje prenesli to izgubo. Naj bodo lepi spomini, skupni trenutki in ljubezen, ki jo je pustila za seboj, vir miru in tolažbe. Počivaj v miru, Marija Eduarda. Tudi Marijina mama je izdala pretresljivo izjavo. V njej piše: Moja ljubljena hči, danes sem si želela, da bi te objela več kot 1000-krat. Kako zelo me boli tvoj odhod. Večno te imam rada, moja princesa. In hvala ti, ker si bila del mojega življenja teh 21 let. Kakšna čast je bila slišati, da me kličeš mama. Bog, hvala ti za to privilegijo. In to nas pripelje do tragičnega dne Marijine smrti, sobote 13. junija. Marija in njen partner sta odpotovala do skeletnega mostu z izrecnim namenom skakanja z vrvjo. Odkar je ta zgodba prišla v javnost, je bilo veliko razprav o skakanju z vrvjo in zmedi glede njegove povezave z bungee skakanjem. Toda po mnenju strokovnjaka za bungee skakanje, Matta Lorenza, obstajajo velike razlike. In za neizurjeno oko bi to lahko izgledalo zelo podobno bungee skoku, vendar to ni to. Pri tej aktivnosti ni nobenih bungee vrvi. Razpršitev potencialne energije, recimo temu tako, poteka preko zračnega upora, nihanja kot pri nihalu. Medtem ko se pri bungee skakanju to zgodi z razpršitvijo energije skozi gibanje gor in dol, ki ga guma shrani v vrvi. Tako se odbijaš gor in dol, nihanja postajajo vedno manjša in manjša, tako se ta energija razprši. Čeprav sta si na videz podobna, saj nekdo skoči z neke strukture, sta v resnici precej različna in jo tudi predpisi obravnavajo različno. Po mnenju strokovnjakov skakanje z vrvjo ne bi smelo biti nič bolj nevarno kot bungee skakanje, vendar pogosto je. Kolikor vem, je skakanje z vrvjo precej nova dejavnost in ni strogo regulirana. Nimam nobenega znanja o kakršnihkoli varnostnih standardih, ki bi obstajali za to. Za bungee skakanje pa obstaja veliko varnostnih standardov. Odvisno od tega, v kateri jurisdikciji ste, boste uporabljali enega ali drugega. Tudi kar zadeva skoke z vrvjo, varnostni standardi ne obstajajo. To je res glavni problem. Po besedah Meta je vstopna ovira pri bungee skokih res visoka. Obstaja veliko protokolov in postopkov, ki jih je treba upoštevati. Toda v primeru skakanja z vrvjo, še posebej v tem podzemnem svetu in na nevarnih mestih, kot je most okostnjakov, veliko potrebnih predpisov preprosto ne obstaja. Na primer, drugi par oči ali celo nekaj tako osnovnega, kot je varnostni kontrolni seznam. Ko pišeš operativni priročnik za lokacijo, so potrebni različni kontrolni seznami, ki jih mora vsakdo opraviti medtem, ko priklaplja opremo. Tako je, preden oseba pride do roba, se mora zgoditi 10 stvari. V redu, najprej preverimo pasove. 2krat preverimo pasove. Drugič, vzemi vrv, jo priključi na stvar, tudi to se 2krat preveri. In pred tem se sploh ne sme odpeti od varnostne vrvi. Saj veš, ta oseba mora biti pripeta na varnostno vrv, dokler ni priključena na celoten sistem pritrjevanja. Torej, vse te stvari se morajo zgoditi. Preverjanje pasu, preverjanje povezav, preverjanje sidrišča, vse to je treba opraviti, preden lahko kdorkoli sploh pride do točke, kjer se lahko postavi v položaj za skok. In ko so enkrat v tem položaju, sledi še cela vrsta drugih preverjanj, ki jih je treba opraviti. V redu, postavi stopala na rob, veš, pridi do te točke, pridi do tiste točke, štel bom do 3, naredil boš to, naredil boš ono. In če se te stvari ne dogajajo pravilno, se moraš umakniti in začeti znova. V primeru Mareje naj bi se to domnevno ni zgodilo. To pravim na podlagi več stvari, vključno s pričevanji prič. Igor Diz je bil tam v času Marijinega skoka in je za brazilski medij GN povedal, citiram: V trenutku, ko se je vse zgodilo, si lahko slišal ljudi zade spraševati: Kje je vrv? Ona je brez vrvi. Operaterji niso vedeli, kaj naj rečejo. Vsi, ki so bili tam, so paničarili in niso imeli odgovorov. Drug inštruktor, katerega ime ni bilo razkrito, je dal izjavo civilni policiji. Po poročanju UOL Noticias je dejal, citiram: Kar sem slišal je bilo:
Moj bog, dekle, pomagajte dekletu, ker je normalno, da oseba kriči, ko skoči in da množica okoli kriči z njo. Slišala sem krike in ko sem se obrnila, se je že zgodilo. Ni le pričevanj očividcev, pravzaprav obstaja tudi dejanski posnetek Marinega padca. Poznala sem te, Mil. Videoposnetek smo ustavili, ko je bila še v zraku, da ne vidite groze, ki sledi. Toda Marija pade v globino, kot bi padla s 13. nadstropja, ko jo moški dobesedno vržejo čez rob mostu. In položaj, v katerem je bila Marija, je vreden omembe. To je bil položaj v stilu Supermana, kjer so delavci osebo nosili nad glavo in jo nato vrgli v zrak, medtem ko je skakalec iztegnil roke kot Superman. Približno mesec dni pred Marijinim skokom je vplivnica na družbenih omrežjih Estefani González objavila zapis, v katerem je pokazala, da je bila na istem mostu iz skeletne konstrukcije in izvedla isti skok z istimi ljudmi, ki so pomagali Mariji. Estefani je po Marijini smrti posnela serijo videoposnetkov, v katerih je razložila, kakšna je bila njena izkušnja. Povedala je, da so organizatorji njej in drugim rekli, naj nikoli ne motijo upravljavcev vrvi in da so pred skokom opravili več varnostnih preverjanj. O Marijini izkušnji je rekla: resnično ne vem, kaj se je zgodilo. Mi pa vemo, kaj se je zgodilo. Po videoposnetku in pričevanjih je bila Marija vržena z mostu brez vrvi. Na posnetkih naj bi bilo v ozadju slišati ljudi, ki kričijo: vrvi, ljudje, vrvi ali fantje, vrvi. Vem, da je zelo težko verjeti, da bi se to zgodilo na tak način in hkrati. Lahko pa verjamete. Ko sem videla posnetek, sem panično reagirala, ker sem si mislila, vidiš, to ni varno. Ustavite se, ljudje kličijo, ljudje vpijejo, da nima vrvi, ustavite se, a niso slišali. Verjetno zato, ker so vajeni vedno slišati ljudi, ki kričijo, ko to počnejo in se ne smejo zmesti, sicer bi lahko poškodovali osebo. A hkrati je težko verjeti, da bi se kaj takega lahko zgodilo. Stvar pa je v tem. Po mnenju strokovnjakov, kot je Andreoli, je skakanje z vrvjo v Braziliji zelo pogosto, a je včasih lahko tudi zelo nezakonito. Prav tako niso imeli uradnega podjetja za to. Lahko bi bili obtoženi, če bi jih ujeli pri tem, saj niso imeli podjetja. Niso imeli dovoljenja, poleg tega pa je bil kraj, kjer se je to zgodilo, že prizorišče prejšnjih nesreč. Zaradi tega tako ali tako ne bi nikoli dobili dovoljenja. Še več, nekaj minut pred Marijinim smrtonosnim padcem je na družbenih omrežjih objavila zdaj skrivnostno sporočilo. Kdo je bil tisti norec, ki mi je dovolil skočiti z mostu? No, odgovor na to naj bi bilo domnevno 6 ljudi. 3 so bili aretirani, vendar niso bili obtoženi, zato njihova imena niso bila razkrita, a 3 drugi so bili obtoženi. Med njimi so 27-letni Vitor G. Freitas Gonçalves, 32-letni Luis Felipe Feliciano Igarot in 42-letni Maicon Fernandez Sintra. Po poročanju NBC News so bili vsi 3 moški tistega dne, ko je Marija padla, inštruktorji skakanja. Kasneje naj bi preiskovalcem povedali, da Marija ni bila privezana na nobene vrvi, vendar se niso spomnili, čigava naloga je bila, da preveri njeno varnostno opremo. Od Marijine smrti so bili vsi 3 moški obtoženi umora. Obtoženi so oboja. Ta primer odpira zelo staro razpravo o namenu ali krivdi, kar imenujemo dolus ali culpa. Sprva so obtoženi, umor z namenom ubiti nekoga, kar je homicidio doloso, ko gre za primer umora, kjer ni krivde, ampak je prisotna malomarnost, kar imenujete homicidio culposo, kjer govorimo o malomarnosti, o neizkušenosti, o dolžnosti zaščite, vendar o odsotnosti zaščite, ti primeri niso kaznovani z zaporom. Za to vrsto kaznivo dejanje ne greš v zapor, zato če za neko vrsto kaznivega dejanja ne greš v zapor, ne moreš biti v preventivnem priporu. To se dogaja prav zdaj. 3 ljudje so v preventivnem priporu zaradi tega kaznivega dejanja. In da bi dobili ta preventivni pripor, jih morajo sprva obtožiti za naklepni umor. Po mnenju strokovnjakov. Kot pravi Andreoli, je pravzaprav nekoliko nenavadno, da so bili ti 3 moški obtoženi umora. Torej, tukaj je, kaj se dogaja.
Ta primer je pritegnil veliko medijske pozornosti. In ko se to zgodi, so te primeri včasih obravnavani drugače, kot bi bili sicer. V drugih primerih, na primer, imamo veliko drugih primerov podobnih nesreč pri športu in ti so bili vedno obravnavani kot nenamerni, kot malomarnost, kot neizkušenost. V tem primeru je bilo zaradi medijske pozornosti obravnavano, kot da so namerno želeli ubiti te ljudi. Kot odvetnica osebno mislim, da to ni bilo uporabljeno. In vse to bomo podrobneje raziskali čez trenutek. A moramo se tudi pogovoriti o tem, kaj se je zgodilo po Marijinem padcu? Pokazali smo vam že pretresljiv posnetek njenega prostega padca v zraku, ko je zgrmela z višine 13 nadstropij na skalnata tla. A nekako, čudežno, je Marija sprva preživela padec in prav tako čudežno je bila na kraju nesreče izven službe medicinska sestra, 26-letna Reza Diaz. Reza je bila naslednja v vrsti za skok, ko je Marija padla na tla. Zato je stekla k Mariji, kjer jo je našla, kako težko diha z zelo šibkim pulzom. Reza je za novičarski portal Brute povedala, da je Marijo tolažila in rekla, citiram, celo govorila sem z njo. Imam navado se šaliti in reči, nihče ne umre med mojo izmeno. In rekla sem ji, Juda, nihče ne umre med mojo izmeno, čeprav tam nisem bila na izmeni. Kljub Rezinim junaškim prizadevanjem je bilo prepozno. Reševalci so na kraj dogodka prispeli okoli 9:55 zjutraj. Takrat je bila Marija razglašena za mrtvo, po več poročilih. Poškodbe na Marijinem telesu so bile tako hude, da ji niso niti odpeljali v bolnišnico na zdravljenje. Namesto tega so jo razglasili za mrtvo na kraju dogodka in jo neposredno odpeljali na Inštitut za sodno medicino na obdukcijo. Toda Rezina junaška prizadevanja se niso končala pri tem, da je poskušala pomagati Mariji. Preiskovalcem je dala tudi pomemben namig po Marijinem skoku. Po Rezinih besedah je vsak, ki je tisti dan najel GoPro, prejel rumeno zapestnico. Opazila je, da je imela Marija zapestnico, kar pomeni, da je po poročanju med skokom nosila kamero. Vendar pa preiskovalci še vedno niso našli kamere, kar pomeni, da je bodisi pogrešana ali pa je bila namenoma odstranjena z Marijinega telesa. Po padcu so preiskovalci po poročanju New York Posta izdali izjavo o kameri in citiram, civilna policija nadaljuje preiskavo, da bi v celoti razjasnila potek dogodkov, ugotovila vso kazensko odgovornost in izsledila. Kamera, ki jo je žrtev uporabljala v času skoka in velja za pomemben element pri rekonstruiranju dogajanja. Ker je bila kamera ves čas pri žrtvi. In kamera bo pokazala ali opazila, da nima vrvi, ali se mora ustaviti, ali se je zavedala, ali so se oni zavedali, da nima vrvi. Ampak način, kako je kamera izginila, je še vedno predmet razprave. Nekateri pričajo, da so jo domnevno videli odstraniti z Marijinega telesa. Obtožba je, da so bili del ekipe, ki je skrbela, da se je ta skok čez cesto res zgodil. Ena od oseb, ki so bile aretirane, je tista, ki je bila na Du mostu in je obtožena skrivanja. Kamera, ki je še niso našli, vendar priča pravi, da so ga videli, kako je popravil kamero s telesa. To je še ena točka. Obtožba, da je eden od osumljencev ukradel kamero ali posegal dokaze. Obstajajo tudi poročila, da so pobegnili s kraja dogodka, potem ko je Marija smrtno padla. Vendar strokovnjaki pravijo, da to morda ni tradicionalna zavest krivde. Razumem, seveda so vedeli, da je to, kar se je zgodilo, zločin. Vendar ne mislim, da dejstvo, da so pobegnili, pomeni, da so bili krivi za kaj. Ali da so načrtovali, ker niso tega storili in pobegnili namerno, kot bi bilo načrtovano. Samo pobegnili so, bili so v šoku. Andreli pravi, da so osumljeni obtoženi umora ne nujno zato, ker bi bila to prava obtožba za domnevni zločin, ampak skoraj kot način, da jih zadržijo tukaj. Preiskava traja skupno 45 dni z možnostjo podaljšanja za dodatnih 45 dni. Ko pa bo zaključena, bi jih lahko preprosto izpustili. To je mogoče, a prav tako je možen tudi morebitni sodni proces. Predvidevam, da bo obramba to trdila. To je primer malomarnosti, to je primer malomarne uboja. In zakaj je temu tako? Obstaja linija v kazenski doktrini, ki pravi, da imamo eventualni naklep in zavedno malomarnost, kar pomeni, na eni strani imate namen, vendar ni povsem jasno.
Veste, da obstaja tveganje, vam ni mar, če bi zaradi tega nekdo lahko umrl. In pri zavedni malomarnosti imate situacijo, kjer veste, da obstaja tveganje, vendar upate, da se to ne bo zgodilo. V svoji vesti ste prepričani, da se res trudite, da se to ne bi zgodilo, da tega ne bi dopustili. In tukaj je past. To je zelo težko dokazati na sodišču, zato mora sodišče, kadar obstaja kakršenkoli dvom, razsoditi v korist obtoženca. Zato verjamem, da bo to padlo kot sporočilo predloga, ker bo v tem primeru zelo težko dokazati namen. Čeprav je tukaj veliko malomarnosti, kjer se je zgodilo veliko stvari, da je do te nesreče sploh prišlo, kjer bi moralo biti več odgovornosti, bi morala vlada zapreti most, policija bi morala spremljati, kaj se dogaja. Če vedo, da vedno obstaja tveganje za takšno nesrečo, da ljudje hodijo tja skakat, bi morala biti tam neka vrsta varovanja. Ljudje, ki so želeli izvesti ta skok, bi morali vsaj pridobiti dovoljenje, imeti bi morali vsaj registrirano podjetje, pa ga niso imeli. In vse drugo, kar se je zgodilo, da je bilo to mogoče, da je bila ta grozna nesreča sploh mogoča. Vendar pa bo na sodišču, kjer bojo to analizirali, dejansko šlo le za dejstva tistega dne, ki so privedla do te nesreče. Torej imate zvezne oblasti, državne oblasti in policijo, ki bodo za to odgovarjale. Administrativno, upravno. Na to bodo odgovorili v svojih lastnih podjetjih. Vendar bo odgovornost za samo smrt padla le na ljudi, ki so bili tam v tistem trenutku, ki so jo nosili in bi jo morali zavarovati. In za te ljudi bo zelo težko dokazati, da so imeli namen, da jo ubijejo. O tem bomo več govorili med našim intervjujem, vendar je dokazovanje namena tukaj precej zapleteno. To ni običajen primer umora, ki ga obravnavamo v oddaji Skandal. Seveda je možno, da je šlo za malomarnost, ampak ali to pomeni, da je šlo za nameren, vnaprej premišljen umor? Teorija ni, da so bili tako malomarni, da jim ni bilo mar, ampak da jim je bilo vseeno, ali bo preživela ali umrla. To bo težko dokazati, ker dosedanje izjave pravijo, da res niso vedeli, da ni imela vrvi. To bo za tožilce zelo težka bitka, saj je dokazno breme zelo visoko, o čemer bomo ponovno govorili med našim intervjujem. V civilnem sodišču pa je dokazno breme seveda manjše. In to je pomembno tudi v tem primeru, saj so lokalna mesta vložila tožbo proti zvezni vladi po Marijini smrti. Občina Limeira je vložila tožbo proti zvezni vladi, saj trdi, da je odgovorna za Marijino smrt zaradi pomanjkanja pristojnosti na tem zelo tveganem območju. Limeira trdi, da je vlada večkrat ignorirala opozorilne znake glede skeletne mostu in celo omogočila nereguliranim podjetjem za skakanje z vrvjo, da so ta most uporabljala kot lokacijo za nezakonite dejavnosti. Mislim, da je tožba močna, ker je most dejansko v pristojnosti zvezne vlade. Zato bi morali most zavarovati. Vendar niso bili edini, ki so bili za to odgovorni. Vsak organ, ki je povezan z varnostjo. Mesta bi to lahko storil, bi lahko to naredil. Ne samo zvezna vlada, vsi bi morali to storiti. Ampak ko gre za razpravo o odgovornosti, mislim, da je zelo jasno, da v tem primeru spada v pristojnost zvezne vlade. Že obstajajo poročila, da bodo most podrli po Marijini smrti. Andrejli poroča, da bo, če bo zvezna vlada v tem civilnem primeru spoznana za odgovorno, verjetno morala plačati visoko kazen. Svetnica je za Gena povedala vse to, citiram: "Zvezna vlada je to odobrila. Župan je zagotovil opremo in zdaj bo most porušen. Pomembno je, da tu ne bo več umiralo ljudi." Po poročanju New York Posta je urad sekretarja za javno varnost v Sao Paulu prav tako izjavil, citiram: "Videla sem veliko smrti, zločinov, kriminalcev, ukvarjam se z ekstremnimi športi. Še nikoli nisem videla tako gnusnega in značilnega primera zanemarjanja varnosti in življenj drugih
kot je ta. Torej, tukaj smo govorili o dveh večjih pravnih primerih, kaj ne? Kazenski zadevi, s katero se sooča več osumljencev, in civilni zadevi. Ampak po besedah Andreja Andreolija bi se lahko na obzorju pojavila tudi tretja zadeva. O njenem primeru je bilo veliko seksističnih komentarjev, ker je bila mlado dekle in ljudje so govorili o tem, kako si želijo videti njeno telo. Zadnje, kar lahko povem, je, da so ljudje, ki so dali tiste ogavne komentarje o njenem telesu v mrtvašnici in kako naj bi se vse skupaj odvijalo. Preiskujejo jih. 2 poslanki sta šli na tožilstvo in zahtevali, da se te ljudi preišče zaradi njihovih komentarjev. Tako da dejansko poteka trojna preiskava vsega, kar se tukaj dogaja, in hkrati poteka več različnih tožb ali obtožb. Ampak bistvo tukaj je, da si Marija in njena družina zaslužijo pravico. Pokopali so jo 14., le en dan po njeni smrti. Njena družina je od takrat izdala izjavo, v kateri so zapisali, citiram: "Nujno je, da se vse odgovornosti temeljito ugotovijo in da so vsi vpleteni ustrezno odgovorni za svoje dejanja in opustitve." Mislim, to je res tako uničujoč primer. In kar mi ne gre iz glave, je to, da bi se temu povsem lahko izognili. Ta mlada ženska ni rabila umreti. Zdaj pa moramo pobrati koščke in poskušati razumeti, kaj sploh vemo. Da bi vse to bolje razumela, želim besedo predati posebni gosti, ki to zgodbo spremlja že od začetka. To je Jessie Weber iz Law and Crime, voditeljica oddaje Sidebar. Jessie, najlepša hvala, da si se nam pridružila v oddaji Scandal. Zelo lepo te je videti danes. Lepo te je videti. Hvala, da ste me ponovno povabili. Zelo mi je všeč. Mislim, da sem bil tukaj že 2-krat prej. Mislim, da 2-krat ali 3-krat. Ja. Je to zdaj tretjič? Hvala, da ste me povabili. Zelo cenim to. Ja. In Jessie, govorimo o zgodbi, za katero vem, da si jo pokrila vsaj 3-krat v oddaji Sidebar. Ta je res žalostna. Podrobnosti tega primera, ali mi lahko to razložiš? Kako se je kaj takega sploh lahko zgodilo? Ne morem verjeti. To je vprašanje, ne? To je vprašanje. Ena izmed oteževalnih okoliščin pa je, da se je to zgodilo v Braziliji, ne? Veš, zmedeno je, kako se lahko kaj takega zgodi kjerkoli. Ampak, ko imaš opravka z Brazilijo, z lokalnimi oblastmi, lokalnimi zakoni in lokalnim poročanjem medijev, ne vem, ali se kaj izgubi v prevodu in ali lahko sploh razumeš, kaj se dogaja. Ampak zdi se mi, da je bila očitno narejena napaka. Tele se postavlja vprašanje. In kar je res zanimivo, 3 ljudje so bili aretirani in obtoženi. Še 3 drugi ljudje so bili očitno aretirani, mislim, da še niso bili obtoženi, ampak na podlagi poročanja ne morejo ugotoviti, čigava odgovornost je bila, da jo pravilno pripne. Zdaj, kar je res zaskrbljujoče pri tem, je vrv, kaj ne, ki jo vidiš na posnetku. Ne vem, če je to ravno tista vrv. Ampak vsak, ki gleda, kako jo dvigujejo v tisti Superman pozi in jo, kot pravijo, vržejo s ploščadi, lahko vidi, da ni pritrjena na nič. In takoj zatem slišiš na posnetku, kot fantje, vrv, 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 nekdo reče, da vrv ni pritrjena. Kako se lahko kaj takega sploh zgodi? Če upoštevamo to, kar je po mojem povedal eden od zagovornikov, so opravili že veliko takih skokov. So profesionalci. Kako nimaš kontrolnega seznama, kako ti to uide? Morda bodo rekli, da so bili moteni, da so jih ljudje snemali, karkoli že. To ni izgovor, ker je to najpomembnejša stvar. To je najpomembnejša stvar. Je ona pripeta? In kar je še bolj zaskrbljujoče, niso samo obtožbe, s katerimi se soočajo, in ne samo to, kar se je zgodilo njej, ampak tudi trditev, da je prišlo do prikrivanja. 2 naj bi poskušala pobegniti. Manjkajo dokazi. To je res, res zaskrbljujoč primer. Ja, toliko stvari lahko razčleniva iz tega, kar si pravkar povedala, ampak začela bom pri prvem, pri osnovah varnosti tukaj. In vem, da ima Amerika nekakšen sloves po svetu, da je zelo tožbarska. Veš, pripravljeni smo tožiti ljudi. Preden kam gremo, moramo podpisovati izjave o odpovedi odgovornosti. Vse to. Ampak zdi se, vsaj glede na raziskave, ki sem jih opravila, in verjamem tudi strokovnjakom, s katerimi si govorila, da je skakanje z vrvjo v Braziliji precej pogosto. Vendar to ne pomeni, da je zakonito. Pravzaprav je nezakonito. In obstaja veliko protokolov ali postopkov, ki preprosto niso vzpostavljeni. Je to tisto, kar si ugotovila? Torej, ko sem govoril s strokovnjaki, so nakazali, da to lahko počneš. Ni nezakonito izvajati skakanja z vrvjo. Nezakonito je bilo to početi s tistega mostu. To je bil zapuščen most, bila je železniška proga. Imenuje se Most okostnjakov. Zdaj ga bodo porušili, ker je bilo zaradi tega toliko ogorčenja. Že nekaj časa pa obstajajo tudi skrbi glede varnosti. Toda skakanje z vrvjo dejansko obstaja. Je podobno kot bungee skakanje.
Razlika je seveda v tem, da je pri bungee skakanju vrv drugačna in ko greš dol, imaš tisti navpični odbojni učinek. Medtem ko te pri skakanju z vrvjo odvržejo in potem zanihaš kot nihalo. To je resnična stvar, vendar moraš imeti ustrezen certifikat. Ena izmed zaskrbljujočih stvari v tem primeru je, da pravijo, da skupina, ki je to izvajala, ni bila certificirana, niso imeli dovoljenja. Niso bili pooblaščeni za to, kar mislim, da bo pomemben dejavnik v pravnem primeru, vendar naj bi to dejavnost vseeno izvajali. In to je pustolovska dejavnost, to se zgodi. Na srečo se ne konča vedno s čim takim, je pa očitno nevarna dejavnost. Govorite o izjavi o odpovedi odgovornosti. Ja, seveda, nekdo bi se odpovedal pravici do tožbe, če je povezana z nevarno dejavnostjo. Ampak jaz bi trdil, da to velja, če so izpolnjeni vsi protokoli. Ne velja pa, če te ne pripnejo pravilno. Ne odpoveš se pravici, če nisi bil privezan z vrvjo. Obstaja razlika med tem, da imaš vrv, skočiš in po nesreči udariš v steno ali kaj podobnega. To je nekaj povsem drugega. In mislim, da tudi odpoved odgovornosti, če bi se to zgodilo v Združenih državah, ne bi nujno zagotovila imunitete skupini ali ljudem, ki so v to vpleteni. Ampak to se res dogaja. In mislim, da se res pojavi vprašanje, a kako so lahko delovali na tak način, brez ustrezne certifikacije ali dovoljenja, in B, kakšne so bile njihove kvalifikacije? Ali je prišlo do napake? Je bil tukaj kakšen spregled? Eden od strokovnjakov, s katerimi si govorila in ki ga dejansko predstavljamo skozi celotno epizodo, je Matt Lawrence, strokovnjak za bungee jumping, ki je v bistvu preučil situacijo in nekaj, kar si izpostavila. Da, ti fantje bi lahko bili moteni. Bili so ljudje, ki so fotografirali ali snemali karkoli že. Ampak to vidimo ves čas, ko ljudje skačejo z bungeejem, še posebej tukaj v Združenih državah. Tudi moji prijatelji so to že počeli. Fotografirajo. To se dogaja, pa vendar še nisem videla česa takega. Ampak kar je Matt poudaril, je to, da imaš običajno še drugo ali tretje, morda celo četrto osebo, ki preveri in se prepriča, ali imaš to vrv pravilno pripeto. Je varnostno vrv pripeta? Je vse v redu, še preden oseba sploh zavzame položaj za skok? Vse te stvari morajo biti izpolnjene. In zdi se, da v tem primeru do tega ni prišlo, kot si omenila. Vidimo jo dobesedno v videu, kako prosto pada. In to me pripelje do mojega naslednjega vprašanja, torej do domnevnega prikrivanja tukaj. Poročali so, da je Marija skočila z nameščeno telesno kamero. Kamero, ki jo je imela na sebi. Imela je celo zapestnico, ki kaže, da je imela telesno kamero. Kljub temu pa kamere niso našli. Zdi se, da obstajajo poročila, da je bila morda ukradena ali odstranjena s prizorišča. Kaj menite o tem, o domnevnem poseganju v dokaze? Torej, obstajata dva vidika. Po tem dogodku je bila podana obtožba, da sta dva od obtožencev pobegnila v gozdnato območje, preden so ju prijeli. V pravu temu rečemo zavedanje krivde. Drugič, aretirali so še 3 osebe, ki so bile vpletene v to. In to temelji na eni od obtožb o oviranju postopka. Torej, obstaja ena obtožba, da je prišlo do izbrisa dokazov, digitalnih dokazov, karkoli že to je. Slišal sem poročila, da naj bi šlo za njihove račune na družbenih omrežjih podjetja. Zanimivo. Ampak ja, obstajajo poročila, da je imela Marija Eduarda GoPro kamero, kar ne bi bilo nenavadno za nekoga, ki se ukvarja z avanturističnimi dejavnostmi, da ima kaj takega. In mislim, da je bil vsaj en očividec, ki se je javil in povedal, da je videl, kako so kamero odstranili. Očitno je to zelo zaskrbljujoče. Dobili smo poročila, da so ob teh 3 aretacijah, teh dodatnih aretacijah, izdali tudi naloge za preiskavo, da bi podžilali najti, kje je ta kamera. Je bila uničena, je bila odstranjena. Kje je? Pravzaprav ne vemo. Ampak, če so obtožbe resnične, je to pomemben dokaz, ker ne bo le dokumentiral časovni potek, ampak me zanima, ali je kamera posnela kakršnekoli komunikacije, kakršnekoli pogovore o tem, ali je bila vrv pritrjena ali ne. In mislim, da bo to res ključnega pomena, poleg dejstva, da bi bilo, Bog pomagaj, neverjetno uničujoče slišati in videti tisti posnetek njenega padca. Mislim, to je preprosto nepredstavljivo in tako strašljivo. Ampak je res pomembno. Kaj je posnelo pred trenutki, minutami, sekundami, preden je bila vržena z tiste platforme? Torej je to ključen dokaz, ki ga morajo najti v tem primeru. In ko sem prvič poročal o tem in rekel, počakajte malo, GoPro manjka, sem si mislil, kako ga niste našli, mora biti nekje v bližini. In potem misel, da je bil morda vzet. Torej, to vodi k tej ideji, veste, eno je, če je bila to popolna nesreča. To je bila naključje. Potem pa pride do ideje, če ljudje poskušajo prikriti ali naj bi prikrili, kar so naredili, to še dodatno okrepi primer.
Ja, govorili ste o zavedanju krivde, kar če je res, če so ljudje dejansko stekli in vzeli to kamero ter jo odnesli, to zame res kaže na zavedanje krivde, ker si mislijo, v redu, nekaj je šlo očitno narobe, želim izbrisati ta dokaz. Želim se ga znebiti, ga popolnoma odstraniti iz prizorišča. Ampak to me pripelje tudi do mojega naslednjega vprašanja, ker morda imamo zavedanje krivde na podlagi teh obtožb. Ampak ali je tu šlo za naklep? Imamo mens rea, ker obtožbe tukaj vključujejo umor, ampak se mi zdi, da gre bolj za malomarnost. Kakšno je vaše mnenje o tem delu? Govoril sem z Adrielijem Barco, ki je brazilski kazenski zagovornik. In moram vam povedati, da sem še vedno nekoliko zmeden glede vseh teh obtožb, ampak v bistvu gre za umor z morebitnim naklepom ali umor z eventualnim naklepom. In mislim, da je bil to način, da jih zaprejo, da lahko preiskava nadaljuje in zberejo dokaze. Ampak ko sem prebral poročanje o tem, te obtožbe ne pomenijo nujno, da so jo nameravali ubiti, ampak da so ravnali tako malomarno, da so prezrli očitno in znano tveganje. In če pomisliš na to, kako ne bi vedel, da ni bila pritrjena, ali pa sploh nisi poskrbel, da bi jo pritrdil na vrvi, lahko razumeš, zakaj bi bila to obtožba tukaj. Nisem videl ničesar, kar bi nakazovalo, da so to načrtovali, da so si želeli njene smrti ali da so jo nameravali ubiti. Ampak ker je situacija tako grozljiva in so obtožbe tako nenavadne, ni šlo za to, da bi se vrv pretrgala, ampak da sploh ni bila pritrjena. Lahko razumete, zakaj pravijo, da to presega zgolj nesrečo ali navadno malomarnost. Gre za nekaj več. Nisem strokovnjak za brazilsko pravo, ampak tako jaz to razumem. In to je zelo resna obtožba. In tudi od Adrieli sem zvedel, da ne morejo iti na sojenje, dokler niso vsi obtoženi. Če na primer obtožijo 3 ljudi, ne morejo iti na sojenje samo za te 3 in potem čakati na ostale. Vsi morajo biti obtoženi v istem sojenju. Vsi morajo iti na sojenje hkrati. Torej, ali 3 ljudje, ali 6 ljudi. In rekel sem mi, kaj pa tisti drugi 3 ljudje, ki so bili aretirani, pa sploh niso bili del skoka. Eden je bil spodaj, eden je upravljal zadevo. Rekla je, da bi vsi v bistvu delili odgovornost za to, kar se je zgodilo. Tako da, mislim, da gre za to idejo, da je nekje vmes, kolikor lahko vidim, med namernim ubojem in zgolj malomarnostjo, je nekaj, kar je več kot to in manj kot to. Prav, to ni kot običajen primer, ki ga obravnavamo v oddaji Škandal. Kot na primer Brian Walsh, ki je imel res obremenilna iskanja na Googlu. Nenadoma njegova žena izgine. V redu, to kaže na vnaprejšnji načrt, namen. Tukaj temu ni tako. Ampak kar si izpostavila, dejstvo, da morajo vsi na sojenje hkrati, je zanimivo v primerjavi z razlikami med tem, kar imamo in vidimo tukaj v Združenih državah, v primerjavi z Brazilijo. In še nekaj, o čemer sem želela govoriti. Ko že govorimo o Braziliji in vsem tem, je še zvezna vlada. Torej mesto ali kraj, občina, karkoli že je, kjer se je to zgodilo, je, mislim, že leta opozarjala in prosila za pomoč. Ljudje prihajajo na ta okostnjaški most, kar je že samo po sebi najbolj strašljivo ime. Ne samo, da zveni strašljivo, tudi izgleda strašljivo. Mislim, to je kot nedokončan most, ki nikoli ni bil uporabljen za to, za kar je bil ustvarjen, za železnico. Nekako je prekrit z drevesi in mahom. In, veste, narava si ga počasi spet prisvaja. Ljudje potem pridejo v ta podzemni svet skakanja z vrvjo, da bi skočili z tega mostu. In občina pravi, hej, ljudje, to ni v redu. In trdijo, da je zvezna vlada v bistvu spodbujala ljudi, naj pridejo tja in s tem promovirajo to dejavnost. Kaj pa vi menite o tem delu zgodbe? Mislim, da je to res pomemben in zaskrbljujoč vidik te zgodbe. Da so bila pisma poslana zvezni vladi, naj to ustavi, da je to nevarno, da so se tam že prej zgodile nesreče in da je bilo potrebno nekaj takega, da so to porušili. Mislim, če se vrnemo k zavesti o krivdi, to je nekaj povsem drugega. Rez? A ne bi rekel, da če boste potem podrli most, to nekako potrjuje vse, na kar so vsi opozarjali. In mislim, da je to res, res velik problem. Hkrati pa to ne olajša. To ne zmanjšuje morebitne odgovornosti vpletenih ljudi. Še vedno so izvajali ta skok, še vedno so lahko odgovorni. Ampak dejstvo, da so imeli območje, da so imeli ta prostor, kjer so to lahko izvedeli, je še ena velika okoliščina v tem primeru in še en velik problem, ki ga bo morala rešiti vlada. Mislim, celo župan te občine je bil res precej presenečen in vznemirjen zaradi tega, kar se je tukaj zgodilo. Ja, eno bi bilo, če bi vlada postavila ograje ali, veste, zaprla območje, pa bi ljudje plezali čez ali šli pod njimi. To bi bila ena stvar. Ampak to se tukaj ni zgodilo.
Zdi se mi, da ni bilo nobenih ograj, ni bilo nobenih varoval. Veste, zdi se, vsaj glede na poročanje, ki sem ga videla, da je vlada preprosto ni ukrepala. In kot ste rekli, zdaj bo to porušeno. Mislim, v vseh pogledih je to res tragičen primer. Ampak Jessie, postavila ti bom še zadnje vprašanje. Kaj pričakuješ, da se bo zgodilo naprej? Ker trenutno imamo 3 obtožene osebe, še 3 so bile aretirane. Kaj se bo zgodilo z njimi? Pričakuješ sojenje? Pričakuješ izpustitev? Mislim, kakšna je tvoja najboljša domneva? Kaj nas čaka? Torej, spet, nisem strokovnjak za brazilsko pravo ali brazilske preiskave, ampak zdi se mi, glede na to, o čemer sem govoril in s kom sem opravljal intervjuje, da morajo v tem primeru zbrati še nekaj več dokazov. Pregledati morajo, kaj kažejo digitalni dokazi. Mislim, da morajo pogledati vzorec delovanja, kaj so počeli v preteklosti, kakšne certifikate imajo, kakšno je njihovo usposabljanje. Vse okoliščine, zaradi katerih je bila Marija Eduarda nastavljena za to. In najti morajo tisto GoPro kamero. Res morajo najti tisto kamero in se pogovoriti s pričami o tem, kaj so opazile pred tem dogodkom. Ker se res pojavi vprašanje, kako je sploh mogoče, da ni bila pripeta, preden je bila, kot kaže, vržena z tistega mostu. Torej, mislim, da morajo ugotoviti in najti več dokazov. Odločiti se bodo morali, ali bodo obtožili tiste 3 druge osebe, ki so bile aretirane. In mislim, da v Braziliji obstaja časovna omejitev, v kateri morajo to storiti. In če rečejo v redu, bomo jih obtožili ali pa jih ne bomo obtožili, se bo primer nadaljeval proti tistim, ki so obtoženi. In zanimivo bo videti, kakšna bo obramba. Obramba do zdaj, vidite to idejo, da so bili v šoku. Ne vedo. Ne vedo, kdo je bil za kaj odgovoren. Tako vidite, da se s prstom kaže na druge posameznike. Ampak mislim, da smo še vedno v zgodnjih fazah tega. In spet, poročati o nečem, kar je v drugi pristojnosti, je težko. Ampak delamo po svojih najboljših močeh in poskušamo govoriti s pravimi strokovnjaki o tem, ker je to res pomembna zgodba. In razlog, da sem to videl, je, da sem to videl na družbenih omrežjih. Videla sem, kako noro je bilo. Rekel sem si, to je zgodba, ki si zasluži pozornost. Ko sem slišal za kazenske obtožbe, sem si rekel, zdaj pa res moramo ukrepati. Njena družina si zasluži odgovore. Njena družina si zasluži pravico, karkoli že to pomeni. Mislim, da je to res pomemben primer odgovornosti. In na to morate opozoriti, ker kdaj ste nazadnje govorili o bungee skakanju ali skakanju z vrvjo. Nočem, da je potreben primer, kot je ta, da pride do spremembe ali da se zgodi nekakšno gibanje ali kakršnakoli sprememba zakona, karkoli že. Ampak včasih je potreben takšen primer, da se ozavesti problem, ki je bil dolgo časa pometen pod preprogo. In mislim, tudi sama si rekla, dejstvo, da obstaja posnetek, kjer jo vržejo čez rob, ker točno to se je zgodilo. Vsi smo videli ta posnetek. Vse je po družbenih omrežjih in je pretresljivo. Mislim, da sploh ne najdem druge besede, ki bi to opisala. Mimogrede. Ena stvar, o kateri sploh še nismo govorili, in o tem je povedal Andreli. Ali veš, da so po tem dogodku ljudje v Braziliji komentirali telo Marije Eduarde? To je postala tema pogovora. In govorili so, mislim, da bo to povezano z njeno obdukcijo. In povedala mi je, da je mogoče, da bi bili te ljudje kazensko odgovorni za komentarje, ki jih dajejo. Kar se mene tiče, imamo to v tej epizodi. To mi je všeč, ker gre za mlado žensko, ki si tega ni zaslužila. Stara je bila 21 let. Poleg tega pa so njena družina, prijatelji in ves svet spremljali ta primer. Nihče ne bi smel dajati takšnih komentarjev v tem času. Na to sploh ne bi smeli biti osredotočeni. To je bil res zanimiv vidik tega primera. In vesela sem, da si to omenila tudi ti, Jessie. Ja, ona je to omenila meni. Pravzaprav je bilo to prvič, ko sem jo intervjuval. Rekla je, preden sploh začneš, moram to omeniti. In preden smo zaključila najin zadnji intervju, je želela na to opozoriti. Njihova zaščita svobode govora je nekoliko drugačna kot tukaj v Združenih državah. Vendar je bil to pomemben vidik, saj si lahko samo predstavljate, kakšno stisko to povzroča in za družino poleg vsega drugega, kar doživljajo. Resnično, tako tragičen primer. Eden tistih, ki jih bomo zagotovo še naprej spremljali tukaj pri Scandal. Sidebar, ti si vodila glavno poročanje o tem. Torej, Jessie Weber, hvala, da si prišla in nam delila svoje strokovno znanje za ta primer. Najlepša hvala, da ste me povabili, Sierra Gillespie, vedno cenim to. In tu se današnja epizoda oddaje Scandal za zdaj konča. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več, se povežite z mano na družbenih omrežjih. Najdete me na mestih, kot je Instagram pod imenom Sierra Gillespie. Hvala, ker ste gledali današnjo epizodo oddaje Scandal. Kot vedno sem vaša gostiteljica, Sierra Gillespie. In se vidimo naslednjič.